Dragi prijatelji, današnji podpis pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata Ministrstva za obrambo, ki je prvi in tudi največji reprezentativni sindikat v okviru ministrstva, prinaša posodobitev vsebin istovrstne pogodbe iz leta 1995. S to novo pogodbo, če lahko govorimo o novi pogodbi, obe strani dogovorno določata predvsem naslednje, in sicer način vodenja socialnega dialoga na področju varovanja statusnih in socialno-varstvenih pravic zaposlenih ter pravic in obveznosti obeh pogodbenih strani pri tem. Drugič, število ter obseg pravic in obveznosti sindikalnih zaupnikov ter pooblaščenih oseb sindikata v razmerju do ministrstva. Tretjič, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja članarine sindikatu za člane sindikata ter druge materialne pogoje. Tu so vključeni prostori, uporaba tehničnih in drugih pisarniških pripomočkov in tako naprej za delo sindikata, njegovih organov in sindikalnih zaupnikov ter četrtič, možnost sindikalnega obveščanja po internem komunikacijskem omrežju Ministrstva za obrambo. Hkrati je treba poudariti, da so v pogodbi upoštevane tudi omejitve, ki jih določa nacionalna zakonodaja, se pravi Zakon o obrambi, za delovanje reprezentativnih sindikatov na obrambnem področju, predvsem v povezavi z delovanjem Slovenske vojske, in sicer, da sindikat ne more dajati mnenja k formacijam in organizaciji vojske, njeni opremljenosti, delovanju, pripravljenosti in uporabi ter aktom vodenja in poveljevanja v vojski oziroma so njegova mnenja za ministra, načelnika generalštaba Slovenske vojske in druge poveljujoče neobvezna. Ocenjujem, da bodo rešitve, ki so usklajene s sindikatom in povzete v določbah pogodbe, ki sem jo danes podpisal v imenu ministrstva, seveda dobra podlaga za nadaljnji socialni dialog s tem sindikatom, in jaz seveda čestitam in bi se rad zahvalil vsem svojim sodelavkam in sodelavcem, ki so sodelovali pri usklajevanju, in seveda tudi za benevolenco sindikata, ki je seveda svoje strani pripomogel k temu, da smo danes lahko prišli do podpisa tega posodobljene pogodbe iz leta 1995. Najlepša hvala. Spoštovani gosti, spoštovani minister, prvič se zahvaljujemo za zelo učinkovit socialni dialog, s katerim smo dejansko uspeli nadgraditi dosedanjo pogodbo. Kaj sindikat s tem pridobiva? Dejansko pridobiva nadgradnjo pravic, ki smo jih imeli tudi do sedaj, predvsem v delu delovanja samega sindikata, načina delovanja in obsegu delovanja sindikata, kakor tudi v nadgradnji pri socialnem dialogu, kater je tudi do sedaj bil na zelo visokem nivoju, vsaj kar se tiče našega sindikata. Hkrati se zahvaljujem enako kot minister strokovnim službam Ministrstva za obrambo in svojim kolegom, ki so nenehno sodelovali pri usklajevanju te pogodbe. Hvala lepo za besedo.